Gorenjska obzorja. Na stežaj. Radio Sora poslušate in čas je, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice Na stežaj, v katero smo danes povabili Mojco Debeljak, Škofjeločanko, ki dokazuje, da se z močno voljo in trdno odločenostjo lahko sledi zastavljenim ciljem. Z malimi koraki je skozi svoje življenje in vse preizkušnje dosegala velike zmage, od mojstrice šivanja kostumov do parašportnice. O zgodbah, ki so jo zaznamovale, bomo klepetali o nadaljevanju in seveda navdihu, ki ga svojim optimizmom in ljubeznijo do življenja širi med ljudi, bo tekla beseda. Najprej pa Mojca, dober dan in dobrodošla v našem studiu. Kako si? Jaz sem odlično, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Mislim, da je bilo že čas, da se spet malo pojavim, da boste vedeli, da z mano ni nič narobe. Tudi če malo zginam iz javnih omrežij, to pomeni, da delam, ne da se smilam sama sebi. Tako, ti si eno tako sonce, en tak optimizem na dveh nogah, pravzaprav, da ne bo kdo narobe razumel. Midve sva se dogovorili, da se bova tikali, da bova lažje klepetali in bili še bolj zgovorni, tudi pri tistih najbolj osebnih zgodbah. Zdaj, Mojca, ti si res eno tako sonce, ki ga s seboj nosiš, ko prideš v prostor. Odkot ta moč, odkot ta neverjetna energija, ves ta optimizem, ki te spremlja, čeprav ti življenje ni bilo vedno z rožicami postlano? Bom kar na kratko rekla, to se pravi, če se pohvališ, so ti ljudje fovš, če pa jamrajo s tabo. In je bolje, če je človek nasmejan, koraka v nov dan. Zdaj, midve bova začeli tam nekje na začetku tvoje karierne poti. Šivanje, ustvarjanje ti je bilo nekako položeno v zibko in verjamem, da te zelo, zelo veliko ustvarjalcev, Škofjeločanov, domačinov pozna po tvojih mojstrsko izdelanih unikatnih kostumih. Kako močno je ustvarjalnost zaznamovala tvoje življenje, kako dragocena pravzaprav ostaja še dan danes, ne? Tudi zdaj še nisi odložila šivanke in ustvarjalnosti. Poglej, meni je ta ustvarjanje kot neka terapija čez ves čas mojega življenja bil. Takrat, ko mi je bilo mogoče težko, sem se usedla, kaj naredila ali pa samo raziskvala, kaj bom naprej ustvarila in mi je bilo vedno lažje. Se spomnim, ko sem se preselila v Škofjo Loko, sem kmalu začela s tem ustvarjanjem, potem sem imela tečaje šivanja in kmalu sem ugotovila, da Škofja Loka rabi tudi srednjeveške kostume. Tako lepo spontano je prišlo, ko sta se ta male dva rodila, sem imela malo več časa za raziskovanje, izobraževanje na tem področju in potem je pot sama naprej tekla, zraven še ta plesna skupina lonca in tako ful lepo se je prepletal, tudi otroka, ta male dva sta lahko zraven mene hodila. Lej, uživala sem, lepo mi je bilo vsak kostum, ki sem ga naredila, ustvarila, je pač najdu svoj dom in če se vrnem na zdajšnji čas, ni lepšega, kot iti na neko prireditev in še vedno videti moje kostume, kako živijo. Nekateri je tudi več kot 30 let stari. No, in če smo že pri prireditvah, na katerih živijo tvoji kostumi, minulo soboto je potekala na Mestnem trgu prireditev Plac je za vse in tudi ti si bila tam. Kako toplo ti je bilo pri srcu, ko si svoje živalske kostume ponovno videla na odru v predstavi Bremenski godci? Ja, to povabilo je prišlo najbrž kar v pravem času. Tudi tale mestni trg, ki se peljem mimo, ampak tokrat je spet doživel polno ljudi, to se pravi, je bil nabasano, poln, kar mi je bilo všeč. Spomnimo na te moje prireditve, ki je bilo res veliko udeležencev. Lepo sem se počutila, lepi spomini so se prebudili. Tudi ta cvetoči travnik, ki je bil tam, ne vem, jaz imam rada glasbo, lepo mi je bilo ob tem. Še lepše mi je bilo pa ob gledanju publike, ko sem videla, kako je in mlado in staro potegnili noter v samo zgodbo.
Na lep način so predstavili, bom rekla, igro in pa godbo, tako da jaz podpiram take stvari in če bom le zmogla, se še kdaj z veseljem vključim v take projekte. Pa si kdaj štela, koliko kostumov je nastalo skozi vsa ta leta? Probala sem enkrat popis narediti, pa mi ni nikoli uspel do konca to pripeljati, ker čez 1000 jih je, lahko tudi 2, ne vem, ogromno. Tudi škofjeloški pasijon, pa potem srednjeveška oblačila, ta so bila verjetno poseben izziv, ne? Vrniti se v tisti čas, biti dosleden, delati ta pravo kostumsko podobo, ne? Ful zanimiv se je to zgodilo, ko sem bila najemnica v Kroni, sem imela možnost uporabe več sob gor v prvem nadstropju in v eni sobi so bile samo srednjeveški kostumi. In meni je v 14 dneh zmanjkalo odraslih kostumov. In takrat sem se odločila, da mogoče bi pa koga zanimali tudi kakšen srednjeveški kostum in sem jih dala na razpolago, pač v 1 uri jih ni bilo. In takrat sem jaz rekla, koliko sem jaz naumna. Tiste kostume, ki jih lahko sposodim samo enkrat na leto, jih delam. Tiste, ki pa bi lahko živeli celo leto, jih pa skrivam. No, in takrat sem obrnila vse na glavo in začela več pozornosti moje in izdelave namenjati srednjeveškim oziroma zgodovinskim kostumom. No in pri tistih, ki so zaživeli, naj si bo na odru, naj si bo na televiziji, tudi v videospotih, smo jih kar nekaj let lahko spremljali. Znamenite kokoške, pa pujski, pa še marsikaj bi se našlo. Kaj vse je nastalo pod tvojimi prsti? Ja, meni je bilo najbolj zanimivo vedno takrat, ko je kakšen prišel, jaz imam pa čisteno posebno željo. To sem res uživala. Drugače pa jaz sem zelo veliko za Pop TV delala, potem sem za razne amaterske skupine, to se pravi teh 19. stoletja zgodb je šlo zelo veliko. Tudi kostumografijo sem zraven peljala, da je bila celotna zgodba pokrita. Živalskih je bilo res ogromno. Potem pa delno tudi te moderne, ki sem se jih pa sicer malo izogibala. Ne vem, gusarji mi nikoli niso bili tisti, ki so bili modernizirani, ampak sem vedno naredila take, ki so v naravi bili. Indijanci so me počasi malo potegnili, pa sem šla tam naprej raziskovati. Ja, mislim, da ni kostuma skoraj, bi rekla, da ga nimam. Z bolj nenavadno idejo, ko so prišli, ne, verjetno večji izziv ti je bilo to potem spraviti v življenje. Nikoli me ni zanimalo tisto, kar so delali drugi, kaj je bilo dosti. Sem kar rekla, kar tja pejte. Tisto, kar se pa ni dal dobiti, tisto je pa Mojca sigurno lotala narediti. In če sva zdaj pri zgodbah, ki ostajajo zapisane tudi v videopodobi, tudi prvi glasbeni predah bo na to temo, malo bova pokokodakali, a da? Bolj zanimivo je bilo ta ko, ki so se Čuki oglasili, če bi to naredila za njih in mislim, da še vedno drži, da je to najbolj gledan video. Vsako leto smo potem delali ne vsako leto, pač ko so se odločili nov videospot posnet. Zadnjega pa žal nisem, ker takrat me je pa že odnesel. No, midve bova zdaj obujali prijetne spomine skupaj s Čuki, v nadaljevanju pa se odpraviva tudi po svetu in še kakšni življenjski prelomnici. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Klepetamo na valovih Radia Sora z Mojco Debeljak, škofjeloško mojstrico izdelovanja kostumov in žensko, ki zna v vsaki preizkušnji najti nekaj dobrega za življenje in vedno poiskati pravo pot iz težav, ki jih pravzaprav srečuje. Zdaj, Mojca, na svoji življenjski poti si se kar nekajkrat srečala z različnimi zgodbami, z različnimi težavami. Ko človek prebira o tebi, so na tvoje življenje vplivale 3 velike prelomnice, ločitev, potovanje s hčerko, pa potem tale zadnja, hrbtenjačna kap. Kako pravzaprav ti gledaš na življenjske preizkušnje, ki nas večkrat postavijo tudi pred vprašanje, zakaj ravno jaz, a ima to smisel, kakšen smisel ima na moji poti? Vedno, kadar se mi je zgodil
kaj takega, ko sem mogla malo predihati zraven, sem se v naslednjem momentu vprašala, zakaj. Kaj mi to sporoča? In tudi, če nisem znala odgovoriti, sem rekla, čez nekaj časa bom že izvedela, zakaj je bilo to dobro. In vedno sem na tak način gledala na stvari, ne bom rekla, da sem jih zmeri lahko z lahkoto prestopila, vedno moraš pač se tudi sebe vprašati, zakaj se je to zgodilo, kaj si mogoče napačno živel, da te take preizkušnje pri tem opomnijo, da je treba mogoče kaj spremeniti. Kako zahtevno pa se je bilo morda po ločitvi, ki je močno zarezala v tvoje življenje, spet postaviti nazaj na noge, najti sebe, najti moč za 4 otroke, ki so ostajali s tabo na tak ali drugačen način, najti novo stanovanje, kar nekaj selitev si v življenju že dala skozi, ne? Res je. In ločitev je bila sigurno ena večjih prelomnic v mojem življenju. Mlajša 2 sta bila takrat glih dobro v osnovno šolo šla in če danes pogledam nazaj na to obdobje, lahko rečem, da nisem zmogla vsega peljati tako, kot bi ena mama lahko. Enostavno je bilo preveč enih izzivov, ubadala sem se, rečemo, s finančnimi izzivi, z selitvijo, ki je bom živela. Pač eno čez drugo se je vse skupaj prekrivalo in takrat pač ena Mojca se je odločila, da bo naredila maksimalno, kar je lahko. Lahko rečem, da so otroci v tem obdobju mogli hitrejše odrasti, to je sigurno prav vsi. Sama sem pa naredila to, kot sem tisti trenutek zmogla. In potem tudi v novi službi, takrat na Centru za socialno delo, pravzaprav sama sebi nastavila ogledalo, pa si rekla, zdaj pa dosti, zdaj pa gremo naprej. Tale služba na Centru za socialno delo preko javnih del sem bila tam. Moja naloga je bila delo z uporabniki, ki so bili vključevanje nazaj v okolje. Veliko jih je bilo, ki so tudi iz raznih ustanov prišli domov. To se pravi, moja naloga jih je bila dvigati. Hkrati sem se pa ob vseh teh ljudeh naučila, kako je ozka meja med urediti stvari na način, da zmoreš, in pa po drugi strani, da rabiš ustanovo, da ti pomaga. Ker takrat sem ugotovila, da če ne bom nekaj v življenju spremenila, sem lahko zelo hiter na njihovem mestu. In takrat sem začela potem iskati najprej kar malo knjige. Določeni ljudje so se pojavljali v mojem življenju, ki so mi na tej poti pravilno svetovali, da sem zmogla čez vse to. In potem je prišel tisti usoden trenutek, ko si rekla, da je čas za neko novo zgodbo. Skupaj z eno od hčerk sta se odpravili na eno tako nepozabno potovanje proti severu, ki je bilo na začetku načrtovano za 2 tedna, pa se je potem kar dobro zavleklo oziroma podaljšalo. Če zdaj gledaš nazaj, kaj vse ti je to potovanje pravzaprav dalo? Kako pomembna prelomnica v tvojem življenju pa je bilo? Jaz sem se za svoj 50. rojstni dan odločila, da tako nočem živeti v življenju in da moram narediti nekaj zase, da bo moje življenje, ne bom rekla lepše, ampak da bom tudi jaz. Takrat sem rekla, da rabim neko drugo okolje, čeprav danes vem, da tudi če zamenjaš okolje, ne moreš, energija gre s tabo in če določenih stvari nimaš razrešenih, te bo počakala drugje. In moj namen je bil, da grem za 14 dni na Švedsko in potem na Finsko, skupaj s hčerko seveda, kjer smo bili na Evropejadi s folkloro. Iskala sem karte so bile tako drage, da jih nisem mogla kupiti z mojimi prihranki,
Ampak še to naj povem, da je bila to moja prva taka izkušnja. Jaz nisem predtem nikoli potovala, sploh ne sama potovala, to se pravi, nisem imela nobenih izkušenj. Odločila sem se pa, da bom potovala na Ruzak varianto, zato ker pač denarja drugačnega ni bilo. No, in od začetka je bila karta skoraj 500 evrov za Švedsko, na koncu sem jo čez pol leta dobila za 100 evrov in takrat nisem več razmišljala, ker sem vedela, da je to poceni. In ko je enkrat karta bila kupljena, sem vedela, da zdaj grem pa na pot. Potem se je pa samo razvijalo naprej, ko sem jaz vodju folklore povedala, da ne grem z njimi do Finske. Mi je povedal, da gremo čez 3 tedne na še eno turnejo v Belgijo. Imela sem takrat hude bolečine v hrbtenici in sem se odločila, da grem raje z avionom iz Finske v Belgijo. Tam smo seveda pri naših pobratenih prijateljih bivali, tako da to mi ni predstavljalo nekih dodatnih stroškov. Ko sva bile pa na Švedskem, sva bivali 4 dni v Štokholmu, potem sva šle pa k eni njeni prijateljci in ona je zaradi... Mi sva 14 dni kasneje šle potem od doma in ta kolegica je šla na dopust in jaz sem takrat že toliko moči dobila, ker vsi na forumih so mi svetovali, če že grem na Švedsko, naj grem še na Norveško. In jaz sem si upala. Usedle sva se na vlak in sva šle na Norveško. Bile sva tam 10 dni, zapravile so vsega skupaj 150 evrov, ne me vprašati kako, vesolje me je podprlo. Potem sva šle na Finsko, na Finskem sem imela polno enih preizkušenj osebnih. Lahko rečem, da sem imela občutek, kot da mi celo vesolje ne privošči, da se imam lepo. No, potem Belgija je bilo pa eno veliko olajšanje in za to pot lahko samo rečem, da je bila to moja kamina pot na svoj način, ker sem si jo očitno sama priklicala, predelala ogromno stvari in nazaj sem prišla drugačna. Tako in v družbi folklorne skupine, ki pravzaprav predstavlja en velik del tvojega življenja. Kako ljuba ti je slovenska dediščina, slovenska folklora sicer? Mene... ples dviga na splošno. Ne vem, ko sem bila utrujena, ko sem šivala zapusta, te stvari. Ljudje so vedeli, mene so prijatelji prišli iskat zvečer, ko sem nehala delati, so me naložili v avto in so me v Ljubljano peljali, da sem plesala. Tudi če nisem po noč toliko spala, ampak to je mene nafilalo. Ja, ples je del mojega življenja. In zdaj si bova privoščili en kratek skok v odlično družbo škofjeloških ohranjevalcev domače dediščine. Suha špaga nam bo zapela, potem pa se z Mojco spet vrnemo tudi k plesu, ki je bil odlična motivacija pri naslednjem delu njene življenjske knjige. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Nekaj glasbene hudomušnosti smo si privoščili v družbi današnje gostje Mojca Debeljak, ki jo na Facebooku lahko spremljate tudi pod profilom Mojca brez meja. Zdajle pa se bova dotaknili tiste tretje življenjske prelomnice, ki je prišla nenapovedano. Sama si zelo rada čas preživljala tudi na vrtu in enkrat te je oktobra leta 2020 zbodlo v hrbtu, ne? In potem se je življenje obrnilo na glavo. Kako se danes spominjaš tistega usodnega oktobra pred 6 leti? Ja, bilo je zelo zanimivo. Pač tako, ko bi me čebela v hrbet pičila, je bil prvi znak. Najprej sem mislila, da bom telo malo razmigala, pa da bo to minil. No, ko sem se odpeljala z avtom do knjižnice, da sem vrnila knjigo, mi je bilo jasno, da je to nekaj drugega. Takrat sem že začela razmišljati, kam naj grem, da bom lahko dobila pomoč, če jo bom rabila, in sem se odločila, da grem do vrta, do Medvod. Ko sem stopila iz avta, sem pa čutila, kot da po oblaku hodim, in potem sem se šla v Lešč, v staro hišo, poklicala eno kolegico in v minuti nisva govorila in meni leva noga padla dol. Tako da smo šli, potem me je bratranc peljal na urgenco in z rešilcem v Ljubljano. Takrat se še nisem zavedala, jaz sem mislila, da bo pač neka operacija, da bom šla čez par dni domov. Za čuke bi mogla narediti obleke, jaz sem jim potem kar v
kliničnem rekla, da bom kar tam naredila. V glavnem nisem odnehala, ampak enostavno meni so delale samo roke in glava, od prsi navzdol sem bila hroma, popolnoma hroma. Ampak glede na to, da sem imela tečaj klasične masaže, sem vedela, da jaz telesa ne smem pustiti, da mi pač tam leži. In osebje je kmalu to ugotovilo, tako da so mi tega pilota prinesli, da sem s posteljo dvigala trup, noge. Ja, pač takrat se je začela prava zgodba in mogla sem počasi sprejeti, da zdaj bom mogla pa poslušati sebe. Ja, pristanek na vozičku je bil zate vedno akcijsko, vedno v gibanju, ne? Velik šok, ampak si se pa že takoj odločila, da to ne bo to, da ti bo še plesala, še uživala v življenju in se v mesecu in pol, če sem prav prebrala, nekako postavila nazaj na noge, vsaj za tisti začetni zagon, ne? V bistvu ni šlo tako hitro. Telo, 8. dan mi je zdravnica prišla povedati, da za desno nogo je upanje, za levo pa žal tega ne more reči. Jaz še danes vidim ta prizor, celo posnetka imam, ko sem ji rekla, naslednje leto bom plesala. Nič mi ni rekla, ampak jaz sem verjela v to. In naredila sem vse, kar sem lahko. Tudi ta mizica, ki so jo imeli za prehrano, sem jo ponudila zato, da sem nogo gor privazala in sem mizo porivala naprej nazaj, da je pač moja noga ves čas delala. Potem sem imela veliko upanja, da bom v Sočo prišla, da to bo pa kar pol tekla, a ne? No, žal sem se mogla sprijazniti, da to ne gre tako hitro. In v tem času lahko rečem, da sem res mogla pogledati vase, se odločiti, kaj bom naredila, dojeti, da ne bo šlo to čez en mesec, ampak da bojo to gotovo leta. In na svoj način iskati rešitve, kako si pomagati, ker sem ugotovila, da je to redka bolezen, da zdravljenje ni raziskano, da mi tudi zdravniki nekako ne znajo točno svetovati, kaj me čaka. Tako da sem že kar takrat začela prek Zooma raziskovati tradicionalno kitajsko medicino. Potem me je pa pot peljala na razne načine naprej, tudi po svetu, kjer sem spoznala ogromno priznanih ljudi, ki so vedeli več okrog tega povedati. Finančno me je pri vsem tem malo omejevalo, danes vem, če bi bila finančno več sposobna, bi lahko danes bila gotovo že veliko boljš, ampak mogla sem s svojim znanjem, bom rekla kar svojo trmo, jeti naprej. Vem pa, da se živčni sistem prebuja počasi in če so mi rekli, da se telo prebuja 1 leto, potem se pa to ustavi, jaz zase lahko rečem, da to ne drži. Da se meni prebuja še vedno, res pa je, da svoje treninge, telovadbo, pač vse, kar delam, stopnjujem. To se pravi, če sem začela z 1 uro, zdaj je to 20 ur. Toliko, kot moje telo zmore. Ko rabi počitek, pa tudi počivam. In to je nepomembno, tudi sama si to odkrila, poslušati sebe in poslušati svoje telo, česar v divjem tempu našega vsakdana se mi zdi, da kar nekako ne znamo. Kako pa si prisluhniti? Zanimivo vprašanje za zdravega človeka. Vzeti si čas, kjer se res odlično počutiš, da si nafilaš baterije. To sigurno je v našem času zelo pomembno. Druga stvar pa tudi vzeti si čas, da si lahko v miru. Zame je bil to velik izziv, ker meni so misli švigale na 100.000 koncev, tudi potem še po kapi. Lahko rečem, da je bilo to eden večjih izzivov, da sem jaz uspela par minut ostati brez, da mi je glava narekovala, kaj moram še tisti dan narediti. Narava mi je ful pri tem pomagala, zato se skutarjem, če se le da, zapeljem v gozd, poslušam ptičke, poslušam čričke ob kakšni vodi, to mene zelo pomiri. Tam je res, sem sam jaz.
In če zdaj le pogledava nazaj, kakšno moč, kakšno motivacijo pa so ti dajale vse te male zmage, ne? Ko ti je uspelo najprej sesti na posteljo, ne? Že to ni bilo več samoumevno, pa potem se postaviti na noge oziroma bolj na roke, ne, kot na noge na začetku, pa premagati par stopnic. Tudi to je bil velik izziv. Ti namreč ne živiš v pritličju. Ne. 5. dan je prišel prvič k meni fizioterapevt, mal mi je pomigal noge, jaz sem ga pogledala v oči in sem rekla, a to je to za 5 dni. Pa on meni reče, in kaj bi vi radila? Sem rekla, sedla bi rada. Pa me pogleda, no, okej. Je mi pomagal in ko sem jaz sedla, mi ratalo slabo. Ampak toliko sem se zavedala, da sem mu rekla v tisti moji meglici, ko sem padla nazaj na posteljo, prosim, počakaj, bova še enkrat. In ko sem drugič sedla, seveda mi je pomagal, nisem mogla tega sama narediti, ni bilo več toliko močno te slabosti. Potem je pa zdravnik prišel pa je rekel, vi niste za k nam, vas bomo poslali drugam, zato ker vi imate tako moč, da mi z vami nimamo več kaj početi. In tako, kot si rekla, potem je bila druga zadeva, ko sem dobivala te injekcije pri odstrejevanju krvi in sem primarju rekla, da pač se ne počutim dobro ob tem, kdaj bom zaključila s to terapijo, je rekel takrat, ko boste stopila na noge. Jaz sem imela izredno srečo, da sem od trenutka, ko pi zelo dobro čutila svoje telo. Prej ga nisem nikoli. Nekaj se je spremenil in jaz sem točno vedela, še danes vem, vse zaznavam, kaj se v meni dogaja. Tudi če kaj napačnega pojem, vem, da to ni bilo podporno za moje telo. In jaz sem ves čas čutila, da moje telo živi. Samo ne more še tega pokazati. In ko sem šla, mislim, da je bilo v enem mesecu na ta kolo v Soči, sem jaz videla, kaj je leva noga nekaj zaznala, kakor da sem nekaj naredila, vsa vesela fizioterapevtki to povem, pa prav veš, aparat se včasih tudi zmoti. Ampak jaz sem vedela, da se ni zmotil, to je bil petek in v ponedeljek je bilo še več procentov. Tako sem jaz šla v ritmu mojega telesa naprej. Lahko rečem, da sem že en teden prej vedela, kaj se bo zgodilo, čeprav še nobeden na videz to ni videl. In potem so se začele pisati neverjetne zgodbe, ki so ti prinesle tudi več svobode, več raziskovanja. Z veseljem si se najprej odpravila, pa bova rekli, okrog domače hiše, potem pa tudi počasi malo v svet, kaj ne? Ja, meni so sosedje zelo nasprot stopili, tako da najprej sem si sposodila skuterja, z njim sem se zapeljala, bila sem najbolj srečen človek na svetu. Spomnim se, da sem se do mojega vrta peljala novembra in da sem vzela en por, nisem ga mogla sama, soseda mi ga je prinesla in sem vsa ponosna s tistim porom se peljala domov. Wow. Tako, kot si rekla, pač stopnice, to je bil zame velik izziv. Jaz od začetka nisem mogla po 3 tedne iz stanovanja ven, ker moje telo ni zmoglo kljub berglam. In ja, trening, vsak dan. Moja želja je bila zelo močna, da si želim iz stanovanja ven pridati. In vsak dan je bilo malo boljš. Potem sem začela badminton trenirati in en dan pred badmintonom, en dan po badmintonu sem počivala, ker je bilo moje telo utrujeno že s tem, da je sploh prišlo iz stanovanja. Ampak vesela sem bila, da se premika, da sem našla nekaj novega. Telo se je dobro počutilo. Družba je bila. In tako je še danes. Midva si bova zdaj le privoščili en kratek glasbeni predah, potem pa ste odpravili v športno dvorano na kakšen trening badmintona, pa tudi malce po svetu na letošnje tekmovanje, ki je prineslo kar nekaj nepozabnih spominov. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Z Mojco Debeljak klepetamo danes tudi parašportnico. Prej sva že omenili badminton, nešportna disciplina, relativno mlada, malo poznana med slovenskimi parašportniki. Kako pa si se ti srečala s parabadmintonom? Ko sem bila doma, sem iskala nek šport, takrat ni bilo veliko na voljo.
Vedela sem za košarko, naprimer, pa mi je bil mal preveč akcijski, jaz takrat tega še nisem zmogla. In potem sem zvedela, da bo v Medvodah, to je dokaj blizu moji lokaciji bivanja, začela na novo. Žiga Fras je to pripeljal v Slovenijo, parabadminton. In ko sem šla pogledat, rekla se nimam kaj izgubiti. Izziv je bil, ker takrat sem mislila, da bom jaz to kar z nogama igrala, ampak moji nogi nista zmogli premikanja, tako da ali sem udarila žogico ali sem pa padla po tleh. No, potem smo naročili, oziroma smo dobili v izposojo iz Danske en voziček, tega sem začela uporabljati in videla sem, kako je telo v tem času dobilo bistveno več gibanja, pač razmigalo se je, po domač povedan. In kmalu sem seveda pol ugotovila, da rabim svoj voziček, ker tam je bil preširok, tako da sem ga naročila, iskala sredstva, kako bi to pokrila. In 23 leta sem pa pol šla že na ta prvo tekmovanje. In prišla domov z medaljo. Ja, zanimiva zgodba je bila, jaz nisem mogla takrat še kaj dosti igrati, 1 uro na teden smo igrali in moje telo je bilo res utrujeno po 1 uri in ko je trener rekel, da nas bo prijavil, sem rekla, jaz bom sam single igrala in on meni pove, da mi je vse discipline prijavil, sem rekla, ti si zmešan. In ko sem odigrala z dvojico, z mojim partnerjem takrat v Sloveniji, mi dva sva skupaj igrala, sva sam žogce pobirala, ker itak nisva znala kaj dosti več. Niti pravil za dvojice nisva poznala, tako da nama je sodnica prišla dol povedati, kako se to igra. Jaz sem se sam smejala in vsakič sem zavriskala, ker je šla žogca čez mrežo, kljub temu, da je 2 metra potem še out. Potem bi pa mogla igrati še, single sem še igrala, eno celo zmagala in to z neslabo tekmovalko. Potem bi mogla pa še ženske dvojice igrati in jaz sem rekla, ne bom. Zase sem se postavila, trenerju ni bilo všeč. No, iz tega je nastal, da so se dogovorili, da če danes ne morem, pa lahko jutri. In jutri je bil moj telo spočit in domov sem prišla s prvo medaljo. In ta je bila verjetno, da tudi dodatna motivacija, ne, da se je iz tiste ure ali 2 treninga na teden zgodba spremenila v 20 in še kakšno uro več treninga na teden, kolikor jih je za tabo v tej sezoni, za priprave na nedavno obiskan turnir na Češkem. Kakšen pa je bil letošnji turnir? Mednarodna konkurenca, kar močna, ne? Mogoče se vrnem malo na tega prvega. Jaz sem takrat v nedeljo ostala z mojo asistentko sama tam, trener in moj sotekmovalec sta šla domov in tam sem doživela tudi prvi padec na vozičku. In ker sem tekmovala s francosko sotekmovalko proti francoskima sotekmovalkama, so bili sami Francozi zraven in oni so mi poučili, kako se voziček sploh pravilno uporablja. In seveda potem sem jaz te stvari dodelala, tudi s treningi, tako kot si rekla, to, ki je moje telo zmoglo, sem povečevala. In lansko leto sem naredila klasifikacije v Pragi. Ni bilo enostavno, ker spet nas ni noben poučil, kakšne dokumente potrebujemo. Moja diagnoza je spet ena taka, da marsikdo ne ve, kaj zmorem, kaj ne zmorem. In igrala sem z nasprotnico iz Dubaja in letos tudi, tako da obe sva si želeli, da bi skupaj igrali. Lani začela tako kot jaz. Tekmovala je, ne vem, pač približno 1 tekma na mesec je v okviru tega BVF turnirja tekmovanj in če tekmuješ na več tekmovanjih, počasi lezeš po lestvici navzgor. No, ta moja lanska sotekmovalka je zdaj na, mislim, da 18. mestu ali 14. ne vem, zdaj točno tam nekje na svetovni lestvici. In ko sva letos skupaj igrali, rekla, veš, ti si pa zelo napredovala. Jaz vem, da sem, vem, da nimamo takih pogojev, kot imajo drugi tekmovalci, imajo maserje, imajo prehranske svetovalce, imajo trenerje, menedžerje. Mi smo sami sebi vse in vem,
da so bile točke, ki sem jih dosegla tam nekje na polovici, ni bilo zmage, tudi nisem jo pričakovala, ker vem, da če tekmujem z samim vrhom svetovnih tekmovalk, potem vem, da sem lahko vesela za vsako točko, ki jo odbijam in dobim. Bi pa bilo takšnih zgodb lahko še veliko več, glede na to, da prijateljstva, povezave so, povabila na turnirje so, ampak je pa ob vsem tem v igri še tisti drugi, finančni vidik. Takšna tekmovanja pravzaprav niso ravno poceni. Ne, taka tekmovanja niso poceni, že samo udeležbo na tekmovanju je potrebno plačati, potem je prevoz, bivanje. Zaenkrat nobeden od naju še en sotekmovalec iz Severne Primorske, trenutno tudi hodi na tekmovanje, oba imava klasifikacije narejene. On hodi z avtodomom, jaz pa pač v kakšne kempe, tako da je najcenejš pa še tako, ker to tekmovanja so po 7 dni. Niti pomislim zaenkrat, da bi si privoščila bivanje v hotelu, kjer bi imela tudi kosilo in bi se lahko družila z ostalimi, nabirala izkušnje, mogoče našla kakšnega partnerja, s katerim bi lahko skupaj igrala. V Sloveniji nas je premalo, da bi lahko v dvojicah igrali, tako da letos sva igrala z avstrijskim sotekmovalcem, lani sem pa s češkim. Rabil bi seveda kakšna sredstva, že če bi za bencin dobil, bi bilo fajn. Vsi tekmujemo z starimi rabljenimi vozički. Če pa želiš dobre rezultate, mora biti voziček primeren tvoji postavi, tvoji teži. Tega žal nimamo, ampak jaz sem vesela, da se vozički pač gibljajo po igrišču in vsako točko, ko odbijajo. Tako, če bo kdo priskočil na pomoč, bo veselje še toliko večje. Če pa sva že pri zanimivih zgodbah, ena taka je povezana tudi z zadnjim turnirjem na Češkem. Kot kraljica si se peljala tja gor, ne? Bilo je zelo zanimivo, ker jaz trenutno nimam avta, s katerim lahko naložim vozičke, ki jih pač rabim na tekmovanju, in iskala sem, pisala prošnje, namesto da bi trenirala, jaz sem se z takimi stvarmi ubadala in na koncu me je Avtotehna Vis v Škofji Loki podprla, bila sem neizmerno hvaležna, tako da z mano sta letos potovali še 2 osebi, tako da sem imela še šoferja in pa tudi zelo dobro fotografinjo, in pot je bila drugačna kot prejšnja leta, predvsem sem pa ugotovila, da obstajajo avti, v katerih lahko potujemo bistveno lažje kot pa teh starih, kot sem jih jaz vedno do sedaj imela. Tako da verjamem, da se bo našel še kdo, mogoče da nas tudi na drugačen način podpre. To je Avtotehna Vis je prva, ki je zdaj pač nekako nas podprla pri tem. So še druge zadeve, ni treba samo finančno, včasih nam tudi kakšne majice prav pridejo, kakšna pijača, tako da veliko stvari je, predvsem pa kakšni boni za bencin. Pa prej sem pozabila povedati, ko si pač omenila ta druženja, niso samo tekmovanja druženja. Obstajajo kampi po svetu, po Evropi, rečemo, po svetu je še predaleč, kamor smo povabljeni, pa žal ne moramo jeti. Tukaj bi nam že samo bencin pomagal, približno 200 evrov pride bencin do teh destinacij, kamor smo povabljeni. Bivanje se že nekako s temi prijatelji zmenimo, da tam smo. In to so kempi, kjer dobivamo dodatna znanja, se povežemo s sotekmovalci in potem mogoče tudi v paru skupaj tekmujemo. Le tako pa lahko napredujemo. In če sva zdaj že pri napredku, česa poleg zdravja si ti želiš za naprej, zase, za svoje življenje? Želim si, da lansko leto sem naredila tudi izobraževanje Invalide 1 na Zvezi za šport invalidov. Svoje znanje si želim deliti naprej, ker vem, da sem na tej poti okrevanja našla ogromno načinov, kako se lahko telesu pomaga.
govorim pač o svoji zgodbi, to se pravi o mišični, ne morem zdaj govoriti o nekih drugih zadevah, zato ker nisem zdravnik in teh stvari ne poznam. Lahko pa zelo dobro čutim in vem stvari, ki sem jih sama sprobala na svojem telesu in vem, kaj mi je pomagalo, da sem lahko tukaj napredovala. In če zaključiva z eno popotnico, z eno mislijo za srečo, glede na to, da si nam tudi ti danes s seboj prinesla tvoje žogice za srečo, kako najti tisto življenjsko srečo o morda malih stvareh, da bomo tudi mi s seboj nosili vsaj delček tega žara, tega sonca, kot ga nosiš ti? A veš, da razmišljam, da bom kar tole klele. Srčna žogica piše gor. Sem žogica vesela, bom tebe rada imela. Srce ti bom grela, bremena odvzela. Rada se imej, veliko se smej. Zavriskaj zapoj, prijatelj bo tvoj. Mojca Debeljak, hvala lepa za tale današnji klepet, za vse zgodbe, ki si jih delila z nami. Še kar nekaj nama jih je ostalo, tako da bom rekla hvala za danes in nasvidenje do prihodnjič. Hvala, srečno.